Obiskali pa smo tudi Vita Baby, Vita Kit, kjer nam je Nadja Bačas predstavila otroška oblačila in pleničke, ki ne vsebujejo ničesar, kar škoduje zdravju otrok ali okolju. Nadja, zakaj je bombaž proglašen za najbolj škodljivo poljščino na svetu? Bombaž je najbolj škropljena poljščina, kar 30-krat v sezoni jo poškropijo z insekticidi, z herbicidi. Menda so izračunali, da kar 150 gramov insekticidov poškropijo zato, da potem rata ena majčka. Ali pa 300 gramov insekticidov, da dobimo par džins hlač. In kar 24% proizvodnje insekticidov na svetovni ravni gre na polja bombaža. Malo kdo pa ve, da je za tem tudi ogromno otroškega dela, kaj ne? Ja, res je. Grozljivo je, kaj se dogaja. V Indiji recimo kar 500 000 otrok že sodeluje samo pri škropljenju polj. Vemo, da otroci so zelo dovzetni za te toksične kemikalije in mnogi tudi umirajo ali pa ratajo paralizirani po takih postopkih. V Uzbekistanu predpiše vlada kar bombažno kvoto in ko se začne sezona pobiranja bombaža, zaprejo šole za par mesecev in ti učenci grejo na polja in njihovi učitelji postanejo nadzorniki. Pa obstajajo alternative oblačilom iz konvencionalnega bombaža? Seveda. Jaz pravim, vsi bi se mogli oblačiti v ekološka oblačila ali v trajnostna oblačila ali pa v reciklirane materiale. Marsikdo mi reče, to je pa predrago. A je res predrago? Gremo v trgovino in kupimo majico za 2 ali pa 5 evrov, zato ker so poceni, si jih lahko več privoščimo. A smo res zadovoljni s tako majico, s takimi hlačami? Če pa si kupimo eno samo majčko, ob katerih, ne vem, nam zasije iskrica v očeh, katero vsako jutro z veseljem oblečemo, to je pa čisto nekaj drugega. Zakaj ne bi imeli manj? Ker to je v bistvu več. Nadja, tvoje življenje in poslanstvo pa je povezano z ekološkimi materiali. Ekološki bombaž s certifikatom, to je tisto pravo, kaj ne? Ja, res je. Marsikdaj so danes ljudje v dvomu, kaj sploh kupujejo. Veliko se pojavlja nekih certifikatov, ki to v bistvu niso, kot je green cotton, better cotton. To so samo neke boljše izbire, ki so malo manj poškropljene s pesticidi, ampak še vedno so. Še vedno tekom proizvodnje uporabljajo barvila in druge obdelave, ki so škodljive, ki so strupene. In še vedno uporabljajo tudi gensko spremenjen bombaž. To so zelo pomembne stvari in še vedno je tukaj veliko prisilnega dela. Naša oblačila so certificirana, ekološka, kar pomeni, da so vsi v verigi in pošteno plačani, vsi proizvodni koraki so preverjeni in vsi materiali so neškodljivi, se ne vsebujejo nobenih kemikalij, barvila so naravna. In to, ko gre na človeško kožo, sploh pa dojenčkovo, je prijazno, mehko, ne škoduje. Zelo pomembne pa so tudi pleničke. Otrokova prva popotnica, prvo tako oblačilo, velikokrat mamice kupijo iz 100% bombaža, ampak spet tukaj nismo naredili kaj dosti, kajti tak otrok v pleničkah iz konvencionalnega bombaža se še vedno kopljejo v kemikalijah. Obstajajo alternative, se pravi pleničke iz certificiranega ekološkega bombaža ali pa plenice za enkratno uporabo, ki pa tudi že obstajajo 1 do 2, morda 3 znamke v Evropi, kjer dejansko so te pleničke ekološke, iz naravnih materialov, kot so koruzni škrob, celuloza, lesni sekanci in tudi iz trajnostnih materialov, se pravi iz trajnostnih gozdov. In take pleničke ne bodo nikoli povzročile pleničnega izpuščaja.
Ko enkrat ta nastane, smo v začaranem krogu, začnemo uporabljati kozmetiko, ki ni potrebna, a ne, pač kreme, ki rešujejo plenični izpuščaj. Pri naših pleničkah se to ne dogaja. Ko enkrat starši oblečejo take pleničke, pleničnega izpuščaja ni več. Nadja, kako pa je tebi pravzaprav sploh uspelo pripeljati v Slovenijo to vrhunsko znamko ekoloških pleničk? V bistvu je bila najprej osebna izkušnja. Tako kot vse mame, sem tudi jaz iskala najboljše plenice, kar jih obstaja na tržišču za svoje otroke, in mi je uspelo najti dve vrhunski znamki. Vrhunski v smislu, da sta vodilni znamki na področju ekoloških plenic. Tudi ena od njih je tudi certificirana. In tako se je začela pol tudi naša zgodba, a ne? Iz tega je nastala spletna trgovinica in mnogo zadovoljnih mamic, katerim z veseljem svetujem.